Zdaj pa pojmo k politiki, kar edino logično po Kardashianovi. Na Šubičevi nič novega, poslanci so se spet skregali. Kaj je bilo tokrat jabolko spora? Zaradi sporne spremembe vsebine referenduma o legalizaciji konoplje v Sloveniji sta zato obe opozicijski stranki napovedali obstrukcijo. Aha, se pravi, ni šlo za jabolko spora, ampak za konopljo spora. Natančneje, kaj bi na referendumu o konoplji spraševali volivce? Mi lahko kdo iz opozicije natančneje razloži, za kaj gre? Namreč predlagano referendumsko vprašanje se je glasilo o predelavi, uporabi, proizvodnji in ne vem čem še v medicinske namene. Danes pa imamo sedaj na razpolago oziroma na glasovanju dve referendumski vprašanji in eno izmed njih govori v uporabo v osebne namene. To je tako, kot če bi nekoga vprašal najprej dal vprašanje na referendumsko vprašanje, ali je sonce rumeno, potem bi pa z amandmajem rekel, ne bomo to spraševali, bom spraševal, če se lahko luna vrti okoli zemlje. Ali je sonce rumeno, ali se luna vrti okrog zemlje, se zemlja vrti okrog, ali sploh obstaja temna stran lune? Človek bi posumil, da je gospa Godec pred sejo degustirala konopljo v osebne namene. Še ne bi bila z SDS. Ker tam očitno uporabe v osebne namene nikakor ne podpirajo. Kaj pa o uporabi v osebne namene mislijo v Gibanju Svoboda? Da, seveda, takrat, ko govorimo o uporabi zdravilnih učinkovin ene in iste rastline, ne, in ko govorimo o medicinski in osebni uporabi, kjer imamo na obeh področjih pomanjkljivosti in neurejenosti, da je seveda to čisto različna tema, enostavno preprosto ne drži. Ne glede na to, ali jo uporabljate zasebne ali zdravstvene namene, vlada dela dobro. Je enotna. Da nisem vedel, da je gospod Sajovic tak strokovnjak na področju prepovedanih substancij. Čeprav v bistvu zelo pojasni njegovo vedenje. Sajovic, čez 5 minut greš na oder. Vlada dela. Dobro. Mal se mu vrti. Ima pa seveda prav. Medicinska in osebna uporaba sta praktično eno in isto. Vsak od nas ima kdaj kakšne zdravstvene probleme. Sploh zdaj, ko zdravniki stavkajo. Če ste depresivni, ne morete do psihiatra, pokadite malo konoplje, ste takoj dobre volje, ne? Tako so imeli tisti, ki jo uporabljajo, seveda. Pa recimo, če pretečeš maraton in te bolijo noge, menda ni boljšega, kot en joint. Deluje pa tudi preventivno. Če pokadiš dovolj jointov, ti še na misel ne pride, da bi šel teči. Same dobre stvari od tega. Pestro pa te dni ni bilo samo v parlamentu, ampak tudi pred njim. Na Trgu Republike je danes prišlo do ostrega obračunavanja med pripadniki Gibanja za Palestino in Ruparjevim glasom upokojencev. Na istem kraju in v istem času je vsaka skupina sklicala novinarsko konferenco, eni s palestinskimi zastavami, drugi s slovenskimi. Ja, očitno je na trgu nasprot parlamenta zelo težko dobiti plac. Čudno, da tega še Janković ni zavohal. Ker bi začel zaračunavati, ne? Izjava za javnost 10 evrov, ne? Tiskovka 30. Protestni shod 500. Protestni shod veliki 1500 evrov. Razen, če je za naše polobčina časti. Ampak dobro. Ampak dokler Janković tega ne uredi, pač prihaja do zapletov. Ampak prepričan sem, da so v tem primeru Pavel Rupar in drugi starejši gospodje dali prednost damam. Ali se motim? Ja, mi imamo, sem so se nasrate, spet koliko pa zanč, nikako vač pa tisle. Ne moram, ker so v kadru. A lahko se prosim, pač se bomo čim prej začeli. Ne vratne sosed bo, mejate sosed bo, mejak. Slovenija, 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 dol Hamas, dol Hamas. Jaz tudi pravim, dol Hamas, dol Hamas! Podpornice Palestincev se niso dovolj pripravile. Pozabile so povabiti edino osebo, ki zna Ruparja pomiriti.
Dobro, gospod Rupar, hvala lepa. Tole, oprostite, gospod Rupar, to si pa vi ne boste dovolili. Kadar jaz predsedujem, dale ste dobil opomin, lahko dam opomin tudi udeležencu, ne samo poslancem. Se veste, kaj potem sledi. Hvala lepa. Gremo naprej. Nehajte. Nehajte. Ne derte se vi name, vi niste nič, gospa. Vi niste nič, ne derte se name. Še enkrat vas opozarjam, drugi opomin vam dajem. Bejšte pitbulli. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.